Pripravil sem nekaj primerov, katere bomo morda skupaj pogledali in se malo igrali z različnimi orodji, kako lahko vidimo znotraj teh primerov, kaj je ok, kaj ni ok, v čem so med njimi razlike. Zdaj, dostopnosti spletišč se po naših izkušnjah vsi lotevajo veliko bolj, ne bom rekel resno, ampak aktivno, zaradi tega, ker so spletišča v domeni nekih oblikovalcev, IT-jevcev, dokumenti so pa večinoma v različnih organizacijah v rokah, ne bom rekel nekih tehnoloških laikov, ampak ni tako strokovno področje, da bi se rekla, zdaj bomo dali pa to temo strokovnjaku za delati, tako kot se da nekaj sprogramirati ali oblikovati, ampak dobesedno niso zelo specifična znanja pri osebah, ki dokumente oblikujejo. Zato je dobro, da se zavedamo, da dostopnost dokumentov v resnici ni nič zelo težkega. Upoštevati je treba par osnovnih pravil, pa če morda čisto za začetek probamo pogledati, kako bi vam čisto na pogled šla prepoznava, kaj je bolj dostopno, kaj je manj dostopno. Kaj tako na prvi pogled iz prvega in drugega Word dokumenta morda opazite? Zdaj ne vem, zakaj pri enemu vse podčrtali, pri drugemu ne, to je pač moteče, ampak vseeno. Imamo koga, ki bi se javil, pa morda primerjal te dva dokumenta oziroma pokomentiral enega in drugega, iz stvari, ki jih vidite tako, brez da bi lahko kliknili pa pogledali kakšno podrobnost. Vsekakor, kontrasti so v enem dokumentu veliko bolj jasni kot v drugem dokumentu. V enem dokumentu smo prepričani, da so kontrasti v redu, pri drugemu bi morali to upoštevati. Andreja je tukaj dodala jezik, noter, če gledamo te angleščine, pa to ok, drugače smo dali lorem ipsum noter, ni glih veliko sprememb, ampak ja, morali bi imeti pravilno označen jezik, zato imamo vse narobe podčrtano. Še kaj takega, ko opazite, da bi lahko bila razlika? Zopet morda ne nujno samo za skladnost, ampak iz pogleda dostopnosti. V enem dokumentu imamo poravnavo obojestransko, ki se ne priporoča, v drugem je leva poravnava, ki se priporoča. V obeh dokumentih bi seveda lahko dostopnost občutno izboljšali z uporabo razmaka tudi v vrsticah. Že z relativno majhno spremembo razmaka se berljivost lahko občutno izboljša. To je težava v obeh dokumentih. Tukaj, če gledamo, je tekst zelo nagneten, je pač single spacing med vrsticami. Mi načeloma vedno uporabljamo 1,15 ali pa 1,25, da se izboljša berljivost same vsebine. Še kakšna taka stvar? Še ena, točno tako. Družina pisave. Vemo, katere pisave so načeloma priporočene, da je zadeva lažje berljiva. Na eni strani imamo Times New Roman, ki je med nepriporočenimi, na drugi strani imamo Tahomo, ki je ena bolj dostopnih. Dostopnejše so recimo še Verdana, Ariel, najde se veliko dostopnejših pisav. Vsekakor se predvideva neserifne fonte, neserifne pisave, zato da lahko dostopnost izboljšamo. In če lahko, tako kot smo zdaj, mislim, da smo večino stvari obdelali, oziroma če gremo na drugo stran, morda kaj zaznate še tukaj? Tako. Zelo pogosto srečujemo, gospod doktor Matevž Pogačnik je napisal, barve v tabeli niso ok kot informacija. Seveda informacij ne smemo podajati samo z uporabo barve.
enostavno to rešimo tako, da kombiniramo barvo in pa vsebino. Lahko bi to reševali tudi z ikonicami, če so dovolj jasne, razumljive, ampak samo podajanje informacij preko barv ni ok, še posebej rdeča in zelena sta si zelo sorodni. Načeloma bi bilo ok, če bi bili kontrasti med barvama tukaj ustrezni, ampak nas ne boste nikoli slišali, da rečemo samo, dajte narediti tukaj 1:3, pa bo ok. Je rešitev, kot jo vidimo na desni, veliko boljša. In to vrstno oblikovanje, ko prosto zasedeno ali neke druge vsebine vidimo, predstavljamo samo preko barv, so zelo problematične, ne samo v tabelicah, tudi recimo v grafih, so pogosto grafi, razločne vsebine v grafih med sabo, malo predolgo že govorim, med sabo ločljive samo na osnovi barve, kar ni ok. In če lahko na eni strani te dva dokumenta brez težave ugotovimo, da en je dostopen, drugi ne na osnovi pogleda, so potem vsebine, kjer morda to, da samo vidimo, ni dovolj. Tukaj imamo recimo nek seznam, za katerega smo se zelo lepo potrudili, da smo ga oblikovali, da izgleda kot seznam, ampak če to besedilo označimo, vidimo, da to v resnici ni seznam. Če pogledate, na desni strani imam seznam in ko jaz besedilo izberem, bullet pred seznamom ni označen skupaj z besedilom, in če pogledamo zgoraj ikonico, vidimo, da je označeno, da je to realno seznam. Če pogledamo na drugi strani, je bullet označen, to je zato, ker smo bullet dodali noter kot special characters, zato da lepo izgleda kot seznam. Ljudje se ne trudijo, da bi dodajali bullete, ampak včasih na zelo podoben način dodajo presledke. In se lahko naredi seznam, ki ni seznam, pa izgleda kot seznam, ampak so na roke narisani presledki in je pač zelo podoben primer. In se pravi, tudi pri pregledu enostavnega Word dokumenta moramo biti relativno natančni in pogledati podrobnosti. Če gremo naprej pri podrobnostih, če se tukaj postavimo na naslov, kaj mislite, kakšen slog ima ta naslov? Navaden. To v resnici ni naslov, nimamo neke ustrezne semantike, in ko bi mi tak dokument pretvorili v PDF, bi bil tudi PDF zelo, zelo slabo dostopen. Na drugi strani neka semantika obstaja. Zato mi vedno predlagamo, da ko pregledujemo nek dokument, dostopnost nekega dokumenta, vklopimo vsaj dve funkcionalnosti. Na eni strani pod okno za krmarjenje, zaradi tega, da lahko zaznamo, kakšno strukturo naslovov smo določili, in tukaj vidimo, da v tem dokumentu imamo samo en naslov ena, ki je ta na vrhu, vse ostalo niso naslovi, ampak so oblikovani, in pa dodatno, da vklopimo tudi sloge, zato da ko nekaj spreminjamo ali preverjamo, lahko brez težave tudi preko sloga ugotovimo, kaj je kater slog, kaj ni pravilni slog. Seveda moramo pri takem dokumentu na roke preveriti tudi opise slik, ki imamo pripravljene. To naredimo tako, da z desnim klikom na miški rečemo, da želimo pregledati nadomestno besedilo. Tukaj vidimo, da nadomestnega besedila nimamo, kar načeloma ni tako slabo, kajti če bi v tem dokumentu preverjali dostopnost, bi nas opozorila aplikacija, da slika ni dostopna. Sama postavitev slike, tukaj načeloma, ker je inline with text, ni toliko problematična, ne sme biti floating elementov. Slika načeloma je nedostopna takrat, ko rečemo, da je ta element floating, se pravi, da je nekje nad besedilom, kajti sedaj
ne bo znal, zdaj bralnik zaslona ne bo vedel, kam tako sliko ustrezno pozicionirati v zaporedje v elementov. Seveda najboljše je, da je slika v vrstici z besedilom, tako kot sem označil do sedaj, in potem ni nobene dileme. Tako da tudi to je dobro opažanje. Zdaj, v glavi imamo še neke slike, na katere nas opozori bralnik zaslona. Kaj mislite, ali moramo temu logotipu dodati alternativno besedilo ali ne? Tako, slika nima neke dodane vsebinske vrednosti, to, da pišemo, da je to logotip, se nam ne zdi pomembno. Namen tovrstnih logotipov je to, da nam predstavijo, od koga dokument prihaja, ampak to imamo predstavljeno že na drugi strani v obliki besedila, ker je veliko kvalitetnejša informacija in tovrstno sliko lahko brez težave skrijemo. Zdaj, če bi bil ta link tudi neka povezava, ki nas nekam pelje ali pa nekaj, potem moramo obvezno določiti alternativno besedilo, ker je pa tam gor samo zato, da lepše izgleda, pa seveda tega alternativnega besedila ni treba določati. In če zdaj ta dokument, za katerega smo brez težave ugotovili, da ni kaj preveč lepo dostopen, zamenjamo pa odprem še nek drug dokument, kaj pa med tema dvema dokumentoma, kaj mislite? Tukaj verjetno zaradi tega, ker je oblikovanje zelo podobno, je veliko težje ugotoviti, kaj je dostopno, kaj ni dostopno. Na izgled boste tukaj zelo težko našli napake. Napake lahko najdemo v tem dokumentu na osnovi gledanja podrobnosti. Se pravi, če pogledamo opis slike, tukaj še vedno ni določen oziroma je narobe opredeljena slika kot dekorativna. In take slike kot napake ne bo našla avtomatika preverjanja v Wordu, ampak moramo mi sami preveriti, kaj s to sliko realno je. Tudi tukaj spodaj, ko gledamo, izgleda zelo podobno, ampak ko kliknemo sem gor, to je zopet drugačen element, to je slika, to je tabelica in za bralnik zaslona bo to nekaj čisto drugega. Tudi pri seznamih, to ni seznam, je delano z ikonicami, tukaj smo za nalašč pustili malo manj podobno oblikovanje, zato da se te razlike popolnoma brez težave zaznajo. In kot take elemente, ki niso popolnoma ustrezno semantično narejeni, damo v PDF, potem vse te napake kot nek rep ostanejo za nami in se prenesejo tudi v izdelan PDF dokument in imamo na koncu tudi izdelan PDF dokument nedostopen. Pa zdaj mogoče kot prvo vprašanje, ali bi tak dokument vi na svoji strani objavili kot PDF, kot Word, kot oboje ali v kakšni četrti obliki. Imeli smo kar nekaj odgovorov oboje. Moj odgovor bi bil v neki tretji obliki. Vsaka objava vsebin v dokumentih se v accessibilityju načeloma smatra kot skrivanje vsebin in tukaj imamo res zelo enostavne vsebine, ki jih je enostavno dati kar v HTML-ju na stran. In potem se da na to HTML stran lahko originale kot PDF in pa Word. Če te možnosti nimamo, da bi tak dokument objavili v HTML-ju, je seveda oboje pravilni odgovor. Problematika PDF dokumentov je to, da so popolnoma neprilagodljivi za večino oseb, ki jih uporabljajo, veliko manj dostopni za bralnike zaslona, veliko manj natančnosti uporabe. Vsak Word dokument si pa lahko recimo nekdo, ki je slaboviden, poveča fonte, spremeni barvo, določi barvo ozadja, gre v bralni način, se pravi, imamo ogromno različnih možnosti, ki nam jih urejevalniki omogočajo in ki osebam, ki se soočajo z oviranostmi, lahko pomenijo zelo, zelo veliko pri razumevanju neke same vsebine. In če gledamo
razmisleke, velikokrat slišimo zadržke, če bomo objavili v Word dokumentu, bo to nekdo popravil, pa ne bo več avtentično, hočemo imeti PDF dokument, kjer je podpis spodaj, ali pa še več, hočemo imeti skeniran PDF dokument, zato da je podpis spodaj, je naš odgovor ponavadi tak, da če nekdo želi nek enostaven dopis, enostaven dokument ponarediti, nekaj v njemu spremeniti, bo spremenil tudi, če je skeniran pa spodaj PDF. Zato, ker prevzeti dokument, ga popraviti, nazaj skopirati noter podpis kot neko slikico, prikazati kot avtentičen, tisti, ki želi nekaj goljufati, bo goljufal tako na Wordu kot na PDF dokumentu. In še posebej, če imamo objavljeno oboje, potem vse te skrbi odpadejo. Če pa nekdo želi dodati podpis na koncu, naj bo pa samo podpis na koncu skeniran, ne pa da se skenira celoten Word dokument. In če zdaj gremo morda še en manjši korak naprej, če pogledamo morda kakšen PDF dokument, kako je pa pri teh dveh dokumentih, za katerega mislite, da je bolj dostopen, kateri je manj dostopen? Ali lahko na pogled, ko vidite dokument, tako kot ga zdaj gledamo, sploh ocenite PDF dokument, ali je dostopen ali ni? No, to je to, kar pogosto uporabniki spregledajo, vidijo dokument, vidijo, da lahko morda s tipkovnico izberejo neko besedilo in si rečejo, ok, ta PDF dokument je pa dostopen. Če tukaj gledamo PDF E2.2 dokument in če mi ta isti dokument damo v en tak enostaven preverjalnik, kaj mislite, kakšni bodo rezultati? Izgleda kar lepo dostopen, lahko izberem naslov, lahko izberem slikico, elementi so vidni. Ko jaz pogledam ta dokument, ne najde nobenega strukturnega elementa. Se pravi, ta dokument je za bralnik zaslona, čeprav je PDF dokument, je popolnoma neviden. Zato, ker tudi PDF dokumente iz Worda lahko zgeneriramo na način, da ne vidimo nič. Bralnik zaslona vidi to, kar vidi tukaj. In čeprav bi morda kdo na prvi pogled rekel, aha, se ta element je pa skeniran, gledajte, tukaj je cela slikca vse skupaj, je manj dostopen, kot je sigurno ta bolj dostopen, zato ker tukaj lahko pa tekst izbiram. Realno, če pogledam še ta verzijo 1 tega dokumenta, bom prišel do istega pogleda. In naredil sem še verzijo 3 istega dokumenta, ki izgleda enako kot verzija 1, se pravi, gre za skeniran dokument, ampak sem ga pa obdelal na kratko, v parih minutah, z Adobe Professional, in ko pa ta dokument odprem, ja, ne bom imel zagotovljene polne dostopnosti, ampak čeprav je to skeniran dokument, je ta skeniran dokument lahko veliko bolj dostopen kot dokument, kot dokument, ki sem ga iz Worda dal v PDF. Kdaj pridemo do tega, da so dokumenti, ki jih imamo v originalu v Wordu, da so v PDF-ju potem popolnoma nedostopni? To je zelo pogosta napaka. Pa dajmo kar pogledati. Isti element, isti dokument. Bom zdaj najprej dal tiskati kot, bom dal najprej natisniti na tiskalnik, se pravi, rečemo print as Adobe PDF, in ko rečem natisni, pa to poimenujemo verzija 1, to je en način, ko sem jaz lahko naredil dokument. Drugi način, ko lahko naredim dokument, je to, da rečem shrani kot PDF. Tukaj me praviloma ne bo vprašalo, tako da bom zdaj na roke to poimenoval kot verzija 2.
Tretji način je pa, da jaz v Adobe Acrobat rečem Create PDF, opozori me, da moram shraniti, rečem ja in to zdaj poimenujem kot verzija 3. Se pravi, imam 3 različne načine znotraj istega programa, da lahko naredim nek dokument. In če te 3 dokumente odprem, vsi dokumenti na pogled izgledajo popolnoma enako. In mi se moramo zavedati, da je naša naloga, odgovornost, da preverimo, kaj je v ozadju PDF dokumenta. Razlog je v tem, ker PDF dokumenti so zelo podobni HTML strukturi, imajo neko vsebino, ki mora biti ustrezno semantično opredeljena, da je prepoznavna. In če pogledamo verzijo 1 dokumenta, ki smo jo dali print as PDF, vidimo, da tukaj ne vidimo ničesar, nimamo nobenega strukturnega elementa, čeprav dovolj lepo izgleda, ampak nimamo nobenega od teh glavnih strukturnih elementov. Če pogledamo verzijo 2, vidimo že tukaj, da so se izpolnili te structure tree, role mappings in podobno. In ko pogledamo dokument, vidimo njegovo strukturo, vidimo, da so se pravilno prenesli naslovi, tudi tabela, tudi glava tabele in pa telo tabele. Se pravi, lahko rečemo, da je ta dokument na prvi pogled polno dostopen in tudi, ko pogledamo dokument izdelan iz Adobom, vidimo, da vso to strukturo ima, da pa ima dodatno še nekatere druge elemente, morda bolj natančno določene, morda bolj pravilno določene. Tudi ta section je tukaj na novo, prej ga ni bilo, je nekaj, kar je semantično bolj pravilno. Zato se vedno priporoča, da če imate nameščen Adobe Standard ali Adobe Professional, da čisto vedno svoje dokumente vedno generirate iz Create PDF, predtem pa seveda pogledate še nastavitve, bookmarks, links in pa, če želite narediti polno dostopen, PDF UA je Universal Accessibility, rečete PDF UA Compliant, naredimo še verzijo 4 in če pogledamo to verzijo 4 skozi pogled PAC, vidite, da tukaj so pa zdaj vse kljukice. In če delate dokumente pač dostopne, pazite na nastavitve, na to nas je že prej Andreja opozorila, pazimo na to, kako izdelamo dokument in šele to naj bi bil fully compliant dokument. V tem dokumentu vidimo, imamo določen jezik, imamo nek title, ki je napačen, vsebinsko napačen, se pravi, če bi mi pregledali ta dokument, bi rekli, oprostite, ampak tole morate še popraviti. Ampak iz pogleda nekoga, ki bo pa dokument gledal, bral z bralnikom zaslona, ga bo pa videl tako, kot ga mi gledamo sedaj. Se pravi, videl bo naslove, videl bo odstavke, videl bo ustrezen alt tekst, videl bo, kje je seznam, videl bo, kaj so table headerji, kaj je vsebina tabele, se pravi, polno dostopno vsebino. In med enim in drugim načinom, čeprav ni veliko razlike s klikanjem, je pa z izbiro orodja, s katerim se na koncu dokument izdela, dobesedno, mi temu rečemo, razlika kot noč in dan. In polno dostopne dokumente boste izdelali samo na način, kot sem zdaj pokazal na koncu. Še vedno se lahko zelo zakomplicira, če želimo recimo dokumente delati iz Excel datoteke. Kako bi vi recimo naredili polno dostopen dokument iz Excela?
Točno to. Edini način, da se tabela prekopira v Word, se pravi, najprej postavimo ustrezno strukturo v Wordu, postavimo vse naslove, postavimo vse in potem tabele prekopiramo v Word in zaključimo tako, kot sem zdaj pokazal. In tako kot sem zdaj demonstriral v te dobre pol ure, je čisto jasno, da je izdelava PDF dokumenta, izdelava dostopnega Word dokumenta zelo enostavna. Kar realno potrebujete, je žal orodje tudi Adobe Acrobat. Mi predlagamo Adobe Acrobat Professional. Potrebujete Adobe Acrobat Professional, če ne drugega, tudi zaradi tega, ker se nekatere naprednejši popravki lahko morda samo v PDF-ju naredijo. Drugače pa, če ne potrebujete objavljati PDF-ja, je veliko bolj dostopna oblika .cx. Zdaj, če pogledamo morda še dve podrobnosti, kako lahko morda izboljšamo kakšne vsebine, dajmo najprej Andreji odgovoriti na njeno vprašanje. Se pravi, dostopna tabela v Wordu, tukaj vidimo, da imamo načrt tabele in imamo tukaj opredeljeno, da imamo za to tabelo prvo vrstico, da je v resnici glava in pa, da je prvi stolpec tudi glava. Se pravi, tukaj imamo dve glavi, imamo glavo stolpcev, imamo glavo vrstic, lahko bi imeli še glavo rezultatov in potem bi tudi to bilo semantično ustrezno razporejeno, ustrezno opredeljeno v Wordu. Se pravi, zelo, zelo enostavno. Če mi naredimo neko čisto novo tabelo v Wordu, je Word, to je zaradi zavezanosti tudi Microsofta k dostopnosti, ko to tabelo izdelamo, on že privzeto določi, da prvi stolpec in pa prva vrstica so glavi in da če realno prvi stolpec ni glava, ampak so direktno kar taki podatki, potem moramo tole odkljukati, ker drugače bo semantika napačna, ampak načeloma tako pač je zelo poenostavljeno. Zelo podobno je Microsoft rešil tudi izdelavo seznamov. Če probam jaz sezname delati po domače, vidite, naredil sem zvezdico, presledek, on mi avtomatsko to spremenil v seznam. Tudi če napišem 1, pritisnem presledek, mi bo dal to avtomatsko v številčen seznam. To marsikoga moti, ampak na ta način že samo orodje zagotavlja, da so naši produkti čim bolj dostopni. Mogoče bi zdaj samo še to pokazal, da če kdo morda nima dostopa do original dokumentov, pa želi zagotoviti vsaj delno dostopnost, lahko mi nek dokument, ki je skeniran, relativno enostavno predelamo v dostopen dokument. Se pravi, tukaj vidimo dokument, to so zaenkrat samo slikice. Če jaz v Adobe Acrobat Professional sedaj rečem, da želim ta dokument narediti dostopen, vidite, ko sem dal jaz edit, je avtomatsko začel on sam pretvarjati vsebino v tekst in slike. In sedaj že vidim tukaj s kvadratki označeno, kaj je on opredelil kot različne vsebine. Seveda, morda stvari niso tako optimalne, kot bi si želeli, to bilo dobro, da bi bila 2 različna kvadratka, ampak ko pogledamo, kako so stvari označene, vidimo, aha, to sicer zdaj je tekst, ampak bralnik zaslona tega še vedno ne bo prepoznal. Se pravi, rabimo še en korak, temu koraku rečemo Auto Tag Documents in on bo na osnovi izgleda dokumenta se potrudil, kolikor se le da, enostavnejši so dokumenti, enostavnejše lahko to naredi. Zdaj, prva stvar, ki jo vidite, je to, da on vsakič, ko naleti na H1, naredi svoj section, kar je načeloma pravilno. Svoj section pomeni, to je čisto ločena vsebina. In tukaj, vidite, mi je določil H1, to je H1, ampak to bi jaz želel, da je H2, ne da je H1. In jaz to zelo enostavno
Samo malo to moram jaz prej shraniti. Zelo enostavno drugače preko nastavitev spremenim v heading level 2. In popravim semantično vse, kar je on narobe naredil. Tudi tukaj slikice so v redu. Največ težav, če gremo pogledat sezname, samih seznamov ni dovolj dobro naredil, predvsem oziroma tudi zaradi tega, ker se seznam deli na dve strani. In pa, če pogledamo ta figure na koncu, tukaj te tabelice žal ni ustrezno dal v tabelico, prej mu je ratal, ampak se da kar dobro igrati s tem. In relativno težko dostopen dokument, vi lahko vsak tak podatek editirate, popravite, spremenite, opredelite, relativno slabo dostopen dokument, skeniran dokument, se da narediti polno dostopen dokument. Recimo celotno to besedilo bo nekdo z bralnikom zaslona zdaj lahko brez težave prebral. In namesto, da je dokument popolnoma nedostopen, je lahko delno dostopen, čeprav je še vedno neskladen, ampak za nekoga, ki potrebuje vsebino, je to veliko bolje. Ko govorimo dokumente, ki se na novo izdelujejo danes, ki jih izdelujejo programi, ki se producirajo masovno, seveda ne bomo zadovoljni s takim rezultatom. Če moramo pa nekomu 10 let star dokument narediti dostopen, ker ga potrebuje za dostopenga, je pa ta način, kot vam ga sedaj kažem, relativno enostaven. Morda še kakšno vprašanje? Na koncu morda samo še to. Pri Adobe, pri produktih, Adobe Reader omogoča samo ogled PDF-ja, ne omogoča pa ustvarjanja novih PDF dokumentov, se pravi, generiranje PDF iz Worda ne gre. Adobe Acrobat Standard pa že to omogoča, Acrobat Pro pa omogoča tudi pregledovanje, urejanje informacij o dostopnosti oziroma polno dostopnost. Če mi pogledamo neko verzijo 4 dokumenta, kot smo ga prej izdelali skozi pogled Acrobat Proja, vidimo, želim videti zaporedje vseh elementov in ga zelo enostavno vidimo. Želim videti semantiko vseh elementov, ga zelo enostavno vidimo. Nek povprečen uporabnik, ki ne generira vsak dan dokumentov, ki ni odgovoren za te dokumente, je po našem mnenju za to vrstno pregledovanje več kot dovolj orodje PDF Accessibility Checker, ki nam to isto stvar pokaže na malo drugačen način in ne potrebujemo Adobe Acrobata za to pregledovanje. Nekdo, ki bo pa znotraj organizacije morda zadolžen za zagotavljanje polne dostopnosti nekih kompleksnejših dokumentov, bo pa morda potreboval tudi Adobe Acrobat. Za samo pregledovanje stanja dostopnosti je pa PAC v resnici zelo, zelo dobro, zelo odlično orodje in prav vam prideta oba pogleda, tako ta pogled, ki nam prikazuje strukturo, kot dokument, ki nam da še hitreje neke informacije, ki nam prikazuje, kako bodo te elementi v resnici vidni bralniku zaslona, in ta pogled se tudi imenuje Screen Reader Preview. Mi osebno še vedno dokumente na koncu preverjamo tudi z bralnikom zaslona, čeprav PAC lahko kar zaupamo, ampak vseeno je to nekako zadnji test. Vedeti morate, da ko se generirajo PDF dokumenti, niso vsa orodja tista, ki so optimalna. Adobe Illustrator, v katerem se pogosto pripravljajo vsebine za tisk, doda zelo slabo kvaliteto znak strukture, je treba v Illustratorju dobesedno vsak element naknadno opredeliti. InDesign, ki se ravno tako uporablja za tisk, obvlada dodajanje strukture, ampak ne tako enostavno kot v Wordu, tam je treba iti tako, kot so šel tukaj v vsak element in reči, ta element je pa te in te vrste in ga natančno opredeliti. Canva, Google dokumenti, Google slidi so na tem področju žal zelo slabi. Canva se zelo pogosto uporablja in daje na koncu zelo slabe rezultate ven, zato da tisti, ki uporabljate Canva, mi predlagamo pač uporabo Canve in potem popravek
strukture z Adobe Acrobat Professional. PowerPoint in pa Word znata dati ven kar zelo dobro kvaliteto oznak strukture. Se pravi, poskrbeti je treba, da so dokumenti, ki jih izdelamo, ustrezno dostopni, imajo naslove, imajo kontraste, so ustrezno oblikovani, imajo ustrezne alternativne besedile, imajo ustrezno semantiko za sezname in pa tabele. In na koncu, če se le da, ustvarite PDF z uporabo Acrobatovih orodij. Kot sem rekel, v nastavitvah dajte še okljukati, da želite Universal Accessibility standardu zadostiti. Če pa tega nimate, pa uporabite shrani kot PDF, nikakor ne uporabljati print to PDF, obstajajo tudi neki četrti programi za tisk, ampak so vsi slabši kot prej omenjeni. Se pravi, izogibamo se temu natisni kot PDF, preverjanje pa na koncu izvedemo ali z Adobe Acrobat Professional ali pa orodjem PAC. Preden bomo objavili to prezentacijo na našem spletišču, bomo tukaj dodali tudi povezavo do tega orodja, drugače se ga z enostavnim searchom brez težave najde. To je z moje strani glede dokumentov vse. Upam, da se jih bo kdo sedaj malo manj bal. Vsekakor pa priporočam, da ko se lotite tovrstnega urejanja dokumentov, da se morda najprej igrate na enem takem prototipnem primeru, kot sem se jaz danes igral, pa vam prikazoval, saj je to veliko lažje kot izdelava nekega kompleksnega dokumenta. Se pravi, step by step, od enostavnih do kompleksnih primerov, kjer se pa pač zalomi, je pa treba posamezen element naštudirati in ga ustrezno narediti. Ima morda kdo kakšno vprašanje? Vsi dokumenti, ki so javno objavljeni znotraj javnega sektorja, morajo biti dostopni, tukaj ni nobene dileme. Omejitev je samo, kdaj so bili izdelani, ali so bili izdelani pred sprejetjem zakona ali po sprejetju zakona, ampak to je že tako daleč nazaj v letu 1998, da bi recimo zdaj morali biti skoraj vsi. Znotraj tabel, ko se uporabljajo odstotki, se lahko načeloma res razširi, ampak to ni pravilo, zato ker ko imamo mi določeno širino A4, bo še vedno fiksirana števila A4, tako da to glede odstotkov velja bolj za HTML, vsekakor kot za te bolj fiksne formate. Vsekakor je nek PDF na koncu iz pogleda prilagodljivosti in pa povečav zelo problematičen. Word pa k sreči ima neke svoje funkcije, ki omogočajo potem enostavnejše branje. Če se vrnem nazaj na to, kdaj morajo biti dostopni po zakonu. Po novem zakonu, po ZDPSI za zasebni sektor, je pa izjema noter, da če so izdelani po 28.6.2025, mora biti obvezno dostopen, pri čemer mi vse svoje naročnike učimo, da dajo dostopne dokumente takoj gor, zato ker nedostopen dokument pri opravljanju storitev lahko pade pod neskladje z zakonom ZIMI, se pravi zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki ravno tako zahteva enakopravno dostopnost do informacij in dokumenti pač vsebujejo informacije. Na kratko, kdaj morajo biti dokumenti po zakonu dostopni? Vedno. Kdaj mi rečemo, dobro, lahko pa uporabite izjeme? Morda takrat, ko se res izdelujejo dokumenti, ki jih redko kdo gleda v celoti, recimo več stostranska letna poročila ali neke več stostranske tabelice. Take dokumente mi predlagamo, da se potrudi, kolikor se le da potruditi. Se pravi, kontrasti, struktura, vse, težko je pa na več stostranskem dokumentu zagotoviti polno dostopnost, ampak tudi zaradi kognitivno oviranih in pa tudi zaradi splošne javnosti bo morda posledica tega, mi to redno predlagamo, da se za take kompleksne elemente pripravi nekajstranski povzetek z vsemi ključnimi elementi. Če se bo pa res kdo našel z oviranostmi in bo hotel tak kompleksen element videti
v dostopni obliki, se bo pa pač na vas obrnil oziroma na lastnika dokumenta spletišča obrnil.